Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o kompulzivnem praskanju in grizanju, torej predvsem praskanju kože in grizanju nohtov. Kaj pomeni beseda kompulzivno? To je dejanje, za katerega veš, da ni v redu, da ti škodi, pa ga kljub temu izvajaš. Kaj je temelj, osnovni razlog kompulzivnih dejanj? V osnovi smo vsi kompulzivni, vsi ljudje smo kompulzivni v odnosu do misli, ki nam jih proizvaja oziroma umsko-zavestni sistem. Misli oziroma glasove v glavi, ki nam jih proizvaja jemljemo kot nekaj samoumevnega, kot nekaj normalnega, naravnega in ne zavedamo se, da te misli niso naše, da jih proizvede In na te misli se odzivamo kompulzivno, torej jih sledimo, jih razmišljamo in na osnovi tega potem ustvarjamo čustvene reakcije, ki so pač indikator notranjega konflikta, ki ga ustvarjamo med našimi nerealnimi prepričanji in med realnostjo v naši okolici, med to univerzalno fizično realnostjo, ki jo ne moremo spremeniti, ampak jo lahko samo sprejmemo ali zavrnemo. Ko torej kompulzivno sledimo tem umskim mislim, se ustvarja v naši notranjosti navada, da reagiramo na nek avtomatični mehanizem, na neke misli in čustva, ki se proizvajajo v naši notranjosti, kljub temu, da se zavedamo, da nam škodijo, da nam ta energija ruši energetsko stabilnost in imunski sistem. Kljub temu pa to ponavljamo. Iz dneva v dan postane neka avtomatična navada. Pri kompulzivnem praskanju kože ali grizanju nohtov in podobnih dejanj, lahko je tudi zbadanje kože oziroma rezanje kože. Gre pa za neke vrste sprostitev, ko želimo neko to nakopičeno energijo sprostiti. S kompulzivnim praskanjem, grizanjem, rezanjem, zbadanjem v nekem smislu želimo stisniti kot neke vrste notranji mozolj. Gre za podoben občutek sprostitve, kot da če stisnemo dejanski mozolj, ki se pojavi na koži, ki je prav tako posledica nekih energij, ki se kopičijo in krožijo po koži. S tem, ko počnemo ta kompulzivna dejanja, ko nekako posegamo v zunanjo strukturo fizičnega telesa, se sproščajo določeni hormoni, ki pomagajo pri razgradnji določene nakopičene te čustvene energije v naši notranjosti. Seveda pa to ni dolgoročna rešitev. Gre samo za neko dejanje, ki omili posledice nakopičene energije, ne odstrani pa vzroka za to kopičenje. Zato je priporočljivo, da namesto tega kompulzivnega dejanja, da nas nekaj zasrbi, da nas nekaj znervira, naredi živčnega in potem takoj posežemo po teh kompulzivnih dejanjih, praskanja, grizanja, zbadanja, drgnanja, karkoli, da se ustavimo in pogledamo, kaj je v ozadju tega draženja. Kajti za vsako nakopičeno energijo obstaja nek vzorec, obstaja neko prepričanje.
nek nerealen program, ki smo ga sprejeli v preteklosti vase, in to prepričanje nam povzroča konflikt in te energije. Koristno je torej dolgoročno, da ozavestimo to sprejeto prepričanje, ugotovimo, kdaj smo ga sprejeli, zakaj, od koga, s kakšnim razlogom, da uvidimo, da je to nerealno prepričanje, da povzroča v naši notranjosti konflikt, in si ga potem odpustimo. Samo na ta način trajno lahko odpravimo razlog za to notranje živciranje in draženje. Te informacije sem dobil na osnovi poslušanja audioposnetkov, ki jih producira naša Destiny skupina. In če želite poslušati originalne, izvorne audioposnetke z še bolj natančno razlago teh kompulzivnih dejanj, vas vabim, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka. In seveda kot dolgoročno rešitev, da se boste naučili te analize miselnih vzorcev in osvobajanja motečih, sprejetih prepričanj, pa vas vabim, da se vpišete na brezplačni spletni tečaj DIP Light. Ta vas bo naučil, kako deluje mehanizem delovanja uma, sprejemanja prepričanj v nas, aktivacijo teh energij, in dobili boste orodja, naučili se boste uporabljati učinkovita orodja za notranjo umiritev, za analizo miselnih vzorcev in za odstranjevanje iz sebe tistih vzorcev, ki so škodljivi, ki so konfliktni. Hvala za pozornost in nasvidenje.